Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa despojno prvo konkubino v državi Tino Gaber, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Je Janez Janša res ruski vohun? Po spletu je zaokrožil seznam evropskih politikov, ki naj bi jih plačevali Rusi. Na njem pa je tudi prvak opozicije Janez Janša. Seznam je s tem bržkone izgubil vsakršno verodostojnost. Če kaj vemo, potem vemo, da Janša ne mara Rusov. In obratno. Mar to pomeni, da tudi ostali politiki na seznamu niso ruski vohuni? Ko paranoja doseže vrelišče, se spremeni v lov na čarovnice. Pamet v roke, rusofobi. Sedaj pa se lotimo 106. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali kasta nedotakljivih. Zakaj je Svoboda uzakonila kasto nedotakljivih? Pod diktaturo svobode so tisti, ki že od nekdaj veljajo za nedotakljive, to postali tudi uradno. Zakaj je temu tako, nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Dr. Boštjan Marko Turk in Marko Pavlišič. Boštjan, Marko, toplo pozdravljeno v Faktorju. Lep pozdrav, dobro večer. Boštjan, Marko, verjetno se strinjamo, da Janez Janša ni ruski vohun oziroma na plačilni listi Rusov. Zdaj, kakšno je vajino mnenje, kako to, da se on znašel na tem seznamu? Ja, mislim, ta seznam je pač ko vrag je vzel šalo na levici in ta seznam je pač odraz tega, da so zgubili kompas in da želijo levica vedno. Ta seznam je napravil nekdo, ki je pač vajen te, bi rekel, kremeljske retorike. Oni vedno, njihova temeljni postulat je primite tatu. To govori tisti, ki je sam tat. Torej, govoriti zdaj, da je Janez Janša ruski vohun, ko vemo, da je Putina sprejel, se pravi, 2016. leta so asfaltirali cesto na novo v Kranjsko goro, na Vršiču, so se mu poklonili takrat Danilo Türk, Kučan, potem je bil Putin naslednjič tukaj, in potem recimo Škrabec kot integralni del gospodarskega foruma, bi rekel, Nove Slovenije. Vsaj, če verjamemo fotografskemu materialu, ki je objavljeno, posluje z Rusijo, posluje z Belorusijo in tako naprej. Mislim, to je pač čist absurdno govoriti. Medtem ko Janša ima pa iz 15. marca 2022. tistem ključnem obisku v Kijevu ploščo, kot se pravi, imajo te hollywoodske zvezde ploščo, Janša, Fiala in Morawiecki, tako da to je čisti manever, iščete tatu. Janša je, mislim, jaz ga ne poznam, niti me ni pooblastil, niti prosil, da ga tu zastopam, kaj šele pooblastil, ampak Janša se mi zdi tip človeka, ki nima čist nič ruskega ali pa pač totalitarnega, v tem smislu. No, le, tu so, ja. Mislim, dejstvo je, da je Janša bil prvi politik, ki je šel na obisk v Kijev skupaj z dvema kolegama, če se prav spomnim. Za oba ostala kolega, mislim, da niti govora ni, da bi bila prorusko usmerjena. Zdaj, kar se tega seznama tiče, jaz sem na hitro ga preletel, nobenega od tam ne poznam, tako da za druge težko sodim. Janša pa definitivno ne bi v nek proruski krog uvrščal, prej nasprotno, verjetno pa slovenska politika, bo rekel, trenutno ima kar malenkost zadrege s tem, ker Evropska unija je nekako proti, je pa za Ukrajino, pri nas pa intimno nekateri kaže, da niso ravno na tej strani, in zdaj je treba nekako to upravičiti oziroma najti nek razlog, zakaj pa kljub temu so na pravi strani in tako dalje, in Janša je vedno dobra izbira, kadar hočeš kaj povedati, ker v Sloveniji se vse očitno vrti okoli njega. Absolutno. Boštjan, ti zelo prisegaš na to Gilasovo znamenito tezo novi razred. Ne bi si mislil človek, da bomo leta 2024 nekaj takega gledali pri nas? Ja, seveda. To je predmet moje knjige, ki jo bom predstavil. Vse lepo povabim, ki to gledate v ponedeljek 8. aprila ob 17. v prostorih Muzeja slovenske osamosvojitve.
to je na Cankarjevi ulici v Ljubljani, lepo povabljeni. Zdaj pa, zadeva je pa čisto popolnoma jasna, ne, zakaj novi razred, ne. Novi razred je tako, to so tako imenovani gospodje tovariši, ne. To so tisti, ki so jih polna usta, bi rekel, delavskih pravic pa delavstva, ampak v Dražgoše se pripeljejo z najbolj luksuznimi avtomobili, ne. In še nekaj je, ne, ta moja knjiga govori, jaz sem jo napisal, to zadeva seveda tudi Roberta Goloba, ker je naslov je Jetniki svobode, Slovenci, Jugoslavija in oblast Osvobodilne fronte, ne. In jaz sem, ko sem videl, ne, ko je Robert Golob stopil na sceno, je rekel, v državi je na oblasti fašizem. Jaz pa vam bom ponudil nekaj, kar vas bo osvobodilo, ne. In jaz sem se vprašal, to je bilo, mislim, da januarja ali pa decembra 2022, ne. In jaz sem se vprašal, pa kdaj je to že v slovenski zgodovini bilo podobno, ne? In potem sem seveda videl, da je bilo to samo enkrat, ne? To je bilo v času ustanovitve Osvobodilne fronte, ne? Ko je Osvobodilna fronta rekla, da je v deželi na oblasti fašizem in ponudila ljudem, da jih bo osvobodila, ne? In zakaj so to naredili? Z enim samim, bi rekel, izračunom, ne, da sebi zagotovijo oblast in privilegije. Potem se je začelo partizanstvo. Vi morate vedeti nekaj, ne, dokumentiram vse v knjigi, ne. Že v partizanih, se pravi v gozdu, ne, so bili ločeni, se pravi te gospodje tovariši so imeli svojo kuhno, svoje barake, medtem ko borci so imeli svojo kuhno, če kuhno in barak ne, ker so večinoma živeli v higiensko in vsakršno popolnoma nemogočih razmerah, ne. In to in seveda Golob, ne, njega so polna usta, bi rekel, skrbi za dobrobit, ne vem, naroda ali karkoli, ne. Hkrati pa mu gre samo za položaj, tako kot vsem, ne, tako kot je šlo recimo Kučanu, tako kot je šlo Türku in to, ne. Džilas je to videl, ker Džilas je to mentaliteto izredno dobro poznal, ne. On je svojo knjigo Novi razred leta 1957 postal svetovno slaven, bil je najbolj pomembnih disidentov v tistem času, ne, in to knjigo jaz jo zelo, bi rekel, prilagajam na današnje razmere, in kar fascinira, ne, kako je, kot da bi bila pisana danes, ne. Recimo, ne, Džilas pravi, sindikati nikoli niso orodje delavstva, sindikati so orodje vladajočega razreda, ne. In recimo, ko Jerkičevo to sindikalistko človek posluša, ko nastopi zoper to, da imajo delavci večje neto plače, in jo potem vprašajo, kako pa vi to razlagate? Pa pravi, ne znam si tega razložiti, ne znam si tega razložiti, zato ker je treba pač braniti v času prejšnje vlade. Je bilo to, ne? Zato, ker je bilo treba pač braniti interes pač te kaste, ne? Zato gre in v knjigi navajam teh primerov nešteto, ne? Ja. Ja. Ok. Marko, zdaj, prej si omenil Evropsko unijo, ne? Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki si prizadeva za ponoven mandat, ne, slišimo je zdaj pač v neki preiskavi pač Evropskega tožilstva in tako naprej. Če to primerjamo s stanjem v Sloveniji, ne, v Sloveniji Komisija za preprečevanje korupcije napove nek postopek proti predsedniku vlade in potem še preden se začne napove, da ga bo zamrznila, potem predsednik vlade najame odvetnika, ki zdaj proceduralno, procesno dela vse za to, da pač do tega postopka sploh ne bi prišlo, ne. A imamo v Sloveniji, Marko, težave z dojemanjem enakosti pred zakonom? Imamo več, verjetno, kot težave, ne. Očitno se zadeve zelo, mislim, imamo predvsem dvojna merila, ne. Nekoč, ko je KPK, pa rekel, če reče, meni se zdi, da je KPK izgubila kakršnokoli kredibilnost v Sloveniji že kar pred nekaj časa, ne, tako da ne vem, koliko ima smisla to sploh komentirati, ampak ja, govorimo lahko o dvojnih merilih. Nekoč se je na podlagi KPK-ja zahtevalo, da politiki odstopijo, ne, in da, pa čeprav zadeva ni bila pravnomočna, pa se je potem še nekako drugače izkazala, ne, danes to pač ni več sploh važno, ne. To, da predsednik vlade operira z odvetniki proti KPK-ju in podobne zadeve, so v bistvu nesprejemljive in so točno to, kar so oni rekli, da ne bodo počeli, ne, počnejo sedaj točno to. Tako da tukaj imamo vsekakor opravka z dvojnimi merili, ne, in bo neko tako bo, dokler bo
to samo, da Janša ni na oblasti, dober razlog za večino volilcev, bo pač tako. Ne? Pa to jaz ne pravim, da bi zdaj Janša moral biti na oblasti, ne? Ampak predvsem moramo začeti pogledati, kaj realnega nam politiki obljubljajo in kaj so sposobni narediti. Ne? To, da v Sloveniji politiki nekako uspejo zmagati na volitvah z nekimi povsem nerealnimi obljubami. Spomnimo se 30 dni do specialista, 20 ali 30 tisoč stanovanj, da bo zdravstvena reforma narejena, da bojo reformirali finančni sistem, da bojo nazadnje odpravili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ko pa vendarle se bo naredili obveznega, ne, dokler bodo ljudje kupovali te morda lepe ideje, čeprav meni se marsikatera od teh idej tudi lepa ne zdi, ne, ampak dokler bojo ljudje kupovali lepe ideje, ne pa to, kaj dejansko nekdo realno obljubi in je sposoben tudi izpeljati, ne vem, če bo kaj boljše tukaj. Absolutno. Boštjan, zdaj predsednik vlade Golob, ne, vemo, še preden je to praktično postal, smo ugotovili ali pa zvedeli, da so mu ukradli identiteto, odprli v njegovem imenu nek račun na eni romunski banki in tako naprej in tako naprej. Zdaj, ne, mi se imamo za nekaj več, recimo od Balkana, zahodnega Balkana, ki je bolj južno pa vzhodno od nas, ampak smo še nekaj več. Ja, to recimo, to tudi popisujem v svoji knjigi, ne, da ta kraj identitete izredno spominja na vrhovnega, bi rekel, poglavarja novega razreda, ne, Josipa Broza Tita, ne, ker za njega, jaz sem se s tem predvsej ukvarjal, je nemogoče reči, ali je bil Josip Broz res Tito ali ni bil, ne, ker so mu ukradli identiteto, tudi njemu. Ne. Tako da, tu smo že spet tukaj. Ne. Drugače pa je Robert Golob pač preprosto človek, ki se rad dobro ima, ne, in mislim, da si ti to nekoč omenil, ne, najboljša definicija je ta, da kaj ga zanima, njega zanima biti na Instagramu skupaj s Tino. To je to. Morda ne dam to vprašanje, smo še vedno več, kot smo se počutili, da smo. Ne? Ja. Zdaj, napram Čehom vprašanje, ne? Tam nas že kar dobro prehitevajo, ne? Na nek način, ali pa na srečo, ali pa na žalost, ne, pa ko se primerjamo recimo ali s Hrvaško ali pa Srbijo, pa vseeno tamkajšnja politika zna jeti še niže kot recimo v Sloveniji, ne. Čeprav se morda zdi to čudno, ne, sploh tukaj se navezujem na to zadnjo hrvaško zgodbo, ne, kjer se predsednik države nekako odloči, da bo šel kandidirati za poslance, kar je, bo rekel tako, ne vem, če je res ustavno sporno, vsekakor je pa zelo nenavadno in po svoje. Prav mislim, da je Hrvaško ustavno sodišče se izreklo, da tega ne more, ne? Pa ne bom vas zdaj vprašal, kako bi se v podobnem primeru izreklo slovensko ustavno sodišče, ampak lahko gledalke in gledalci v tem malo razmišljajo, predlagam, da si vzamemo krajši premor, tako da ne nam ujeti, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj imamo pri nas kasto nedotakljivih. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja, Boštjan Marko Turk in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj imamo pri nas kasto nedotakljivih. Zdaj, Boštjan, ne vem, če se strinjaš, no, ampak meni se zdi, da je Robert Golob bolj simptom pač tega, kar se nam dogaja, da ni vzrok, ne. Ampak če bi iskali nekoga, ki pa tako rekoč že vrsto let pooseblja, ne, ta, kot ti temu praviš, Džilasov novi razred, pa saj meni pride najprej na misel pač ljubljanski župan Zoran Janković. Ne. On je v zadnjem času, se mi zdi, imel par teh, ko bi rekel, dokazov, ne, da pa res, kot bi on zapel, ne, mu nihče nič ne more, ker je močnejši tudi od usode. Najprej je vehementno zatrdil v enem intervjuju, da pač jasno, da v Ljubljani ne more biti nihče imenovan mimo njegove volje. Ne, zdaj na koncu pa, ko so te posnetki tega nesrečnega kmeta prišli v javnost, ki mu hoče zemljo ukrasti za to, da bi naredili Zokijev drekovod, ne, ta uradno kanal CO, pa Janković spet vehementno, da ga bo tožil zaradi blatenja dobrega imena. Ne. Čeprav bi vsebina teh posnetkov morala biti inkriminirajoča ravno zanj.
za Jankovića, če že za koga. Se strinjaš ti, Boštjan, s tem, da je pač Janković en tak eklatanten primer tega novega razreda? No, Janković je to, se strinjam s teboj, ne, to absolutno, ne, ampak je treba vedeti, da v totalitarnem sistemu, ne, in to se danes kaže v Sloveniji v največji možni meri, ta identiteta med totalitarnim sistemom in sodobno slovensko državo, ne, institucije ne služijo ljudstvu, ne služijo svojemu namenu, recimo pravosodje, ampak služijo pač politični komandi. Ne. In glavni predstavnik novega razreda, bi rekel, je pa bil tisti, ki je bil v starem režimu zadnji šef centralnega komiteja partije, to je Milan Kučan, ne, in moja knjiga se ukvarja tudi s tem v zelo globini, da Slovenija, ne, bi pomenila ali pa v določenem trenutku je pomenila preklop oziroma se pravi cenzuro, prerez z logiko novega razreda in z logiko, bi rekel, nedotakljivih na oblasti. Ne? In zato recimo ti ljudje, so se Kučan, recimo analiziral vse njegove izjave, tudi tiste, ki jih je dajal za srbske medije in to, ne, tem ljudem, mislim, to je čisto dokazano tam ven, da tem ljudem Slovenija res nikoli ni bila intimna opcija. Zakaj? Zato, ker je predpostavila politični sistem, v katerem oni ne bi imeli več monopola kaste nedotakljivih. Ne? In to je recimo, in tega bi rekel, vse premalo ljudi zaveda in vsi problemi Slovenije izhajajo iz tega. Konec koncev, če se vrnem na to, kar smo nazaj rekli, ne, da primerjava Slovenije z Balkanom in poslušajte, mi smo bili, ki je bil še Drnovšek, smo bili, bi rekel, paradni konj nekdanjih vzhodnoevropskih držav v gospodarstvu. Ja, danes smo pa tako rekoč na njihovem repu, z še slabšo perspektivo oziroma prognozo. Ne? In to je pač učinkovanje novega razreda, ki želi državo zase, ne glede na to, kaj se bo vse dogajalo z ljudmi. Ne? In to je vse utemeljeno na laži. In zato tudi je Golob, tako kot recimo tudi tebe navajam, tvojih analiz, ne more biti drugače kot nek poslanc teh širjenja neresnic, danes govori eno, drugo, tretjo, četrto, peto. Ne? In to je grozljivo je pa to, ne? Kako smo se Slovenci malo osvobodili od preteklega sistema. Ne? Zdaj, Marko, ta fotografija, ki smo jo ravno kar videli na ekranih, to je z kongresa, ustanovnega kongresa Gibanja Svoboda, zdaj polna dvorana ljudi z maskami, ne, in v prvi vrsti na sredi pa pač nekdo, ne, vemo kdo, pa brez maske. Ne. To je nekak tak plastični prikaz tega, ne, da pač za določene v Sloveniji veljajo pač drugačna pravila igre, kot za nas vse ostale. Ja, to je tak lep primer tega, ne, ni pa žal edini, ne. Drugi, ki se ga spomnim, je bilo s tistimi prisluhi, ki so bili potem umaknjeni, čeprav so bili iz večjih vidikov zelo obremenjujoči. Bojda za župana, potem spomnimo se lahko tudi projekta Stožice, ne, kjer se je skopala luknja, mislim, da 100-milijonska luknja, ne, ljudje so delali tudi samomore, ker niso dobili plačano. Na koncu je vse skupaj šlo na DUTB, oziroma je šlo velik del tega na DUTB, se pravi v bistvu na stroške davkoplačevalcev, ne. Ampak projekt je veljal za župana vedno kot neka velika uspešnica, kot nekaj, kar je on uspešno naredil, ne. Tako da tukaj tudi s tem kanalizacijskim vodom, ne, zgleda, ne bo nič drugačne. Jaz težko vsebinsko presojam, ali je dober ali slab, ampak zgodbe, ki so zraven povezane, pa vsekakor kaže tukaj na nek način, ki bomo težko rekli, da je to evropski način delovanja pravne države in države na splošno in demokratične države, ne, ampak bolj spominja na neke druge kraje oziroma čase, ne. Nekoliko bo neko ali južne ali pa pač par desetletij nazaj. Ne. Boštjan, Ljubljana, ne? Zdaj, kako se recimo po tvoje, bi rekel, ta utrip ali pa karakter, značaj Ljubljane spreminja pod Jankovićem, ne? Je to še prestolnica Slovenije ali je to zdaj nekaj drugega? Ti kot rojen Ljubljančan boš to gotovo znal. O tem smo že govorili, to postaja konglomerata, ne? To postaja konglomerat ras, jezikov, kultur, vsega, in to teh migrantov je ogromno, ne? Torej, kaj bo z njimi, kaj bo z varnostno situacijo v državi, tega v tem trenutku nihče ne more povedati. Ne? Pa še nekaj, to, kar je zanimivo, Janković, ne? Ko na drugem zasedanju Avnoja, če si pogledate fotografije, ne? So
maršalov so imeli vsi neke skromne klopce ali pa neke take skromne. Samo maršalov so prinesli na sredo en ogromen fotelj, v katerem je sedel prav na tak način, na katerega sedi zdaj Janković. Ne. To je pač kontinuiteta. Ne. Kučan je pač zdaj odšel v politični pokoj in njega nadomešča Janković. Golob je pa tukaj pač nekdo, ki jo poskuša posnemati v tem, da poskuša biti se pravi nosilc moči, oblasti in vseh teh stvari, ki novi razred oziroma nekdanjo partijsko nomenklaturo preobraženo za potrebe, bi rekel, sodobne Slovenije zanimajo. Vseh drugega ne zanima. Vseh ne zanima nič drugega. Mislim, ljudje pa tega očitno ne prepoznajo, ne? In narobe voljo, ne? Zato ker kdor ve, recimo, zakaj gre, evo, tu je zdaj, ne? Tito. Ne? Kdor ve, zakaj gre v državi, ne more voliti svobode in vseh teh, bi rekel, novo nastajajočih strank in tega. Ne? To je pač to, samo premalo ljudi ve, zakaj v državi gre. Ne? Ja. Marko, zakaj gre v državi? Zdaj, ko smo se včlanjevali v Evropsko unijo, deloma tudi NATO, ne, smo rekli, to delamo zato, da krepimo pač inštitucije, da bomo pač ta evropska pravila, standarde, tudi življenjski standard v končni fazi in tako naprej pač k nam pripeljali. Zdaj, po vsem tem času, 20 letih članstva, a smo zgrešili, nam ni uspelo? Vstop Slovenije v Evropsko unijo in NATO je pokazal tudi to, da Slovenci takrat, kadar vemo, kaj je naš cilj, kadar smo glede teh ciljev precej enotni, spomnimo se, da smo glede teh vprašanj imeli tudi referendume in je bilo izglasovano, da gremo v te inštitucije, ne nazadnje tudi za samostojno državo, smo se odločili na plebiscitu. Ja. In potem, ko smo imeli nek tak trden cilj, za katerem se je pač poenotila velika večina ljudi, smo potem to tudi uspešno izpeljali. Zdaj, po tem vstopu v te dve inštitucije se je pa nekako izgubilo ta nek naslednji veliki cilj, in do takrat dalje nekako v bistvu nimamo neke prave smeri, kar pa potem obvezno pripelje na plano razne ljudi, ki sledijo svojim interesom in ne interesom države oziroma družbe kot takšne. In zato imamo zdaj pač takšno stanje, kjer vladajoči, bo rekel, predvsem zasledujejo svoje parcialne interese in ne toliko interese družbe, in takšno stanje bo pač toliko časa, dokler ne bomo našli nekega novega skupnega cilja. Zdaj upam, da ga čim prej najdemo, pravi pa tukaj že star pregovor, da bo rekel, slabi ljudje prinesejo slabe čase, slabi časi pripeljejo močne, dobre ljudi in močni ljudje spet vrnejo nazaj dobre čase, tako da očitno bomo morali jeti skozi neko katarzo, da bomo spet pač lahko šli na pravo pot. Ja, jaz upam, da ti močni ljudje, o katerih govoriš, Marko, čakajo za vogalom, ker časi so res slabi. Boštjan, zdaj Emilija Stojmenova Duh, ona pravi, napadajo me, ker sem ženska, tujka, čefurka, to so pač njeni izrazi in tako naprej. Tudi ponavadi zmerom začnejo svoje odgovore, jaz kot ženska in priseljenka. Me zdaj zanima, ali so to njeni minusi ali plusi, ker jaz ne vem, če gospa ve, ampak minister ne postaneš zato, ker si čefur, oziroma če bi bila res tretirana kot pač neka čefurka, pol verjetno ne bi postala del oblastnega razreda. Pa mislim, pri njej je, kako so lahko taki ljudje ministri, ona ne izpolnjuje temeljnega pogoja Ustave Republike Slovenije, ki pravi, v Republiki Sloveniji je uradni jezik slovenščina, razen na območjih, kjer je določeno drugače, to je se pravi na vzhodni meji in na zahodni meji. Ona pač ne zna slovensko, to je neverjetno, ona govori slovensko z enim takim grozljivim naglasom, da dobro, pa to je temeljni pogoj, ne moreš biti minister neke države, če ne obvladaš njenega jezika. V Franciji, da bi nekdo recimo ne znal francosko briljantno, bi se mu smejala. Potem pa ta zgodba z računalniki, to ne veš, a je to zdaj, tako kot pravi moj kolega Edo Kadič, ladja norcev, teater absurda ali karkoli, ampak vse, ti ljudje vse to počnejo, ne pozabimo tega.
v tako imenovano dobrobit naroda in ščitijo in branijo to državo pred nevarnostjo fašizma. Ne. Vse to je pa zaradi tega, ker, kot je enkrat rekla Rozvita Pesek, ne, zato ker je Demos novo državo položil v naročje starih političnih sil. Ne. In to je to. Dokaj Slovenci ne bomo tega doumela, ne, da s takimi ljudmi in s takimi silami drsimo in tonemo, da se to že pozna, ne. Življenje postaja nepredstavljivo drago. Življenje je za tretjino dražje, kot je bilo 2-3 leta nazaj. Ne. In dokaj tega ne bomo razumeli, ne bomo nič naredili. Ja. Marko, zdaj, mi to, mislim, kot najširša skupnost, ne, mirno prenašamo na nek način. Zdaj, a smo čisto apatični ratali že, a nam to na nek način, pač smo se sprijaznili s tem, da nismo vsi enaki in da pač obstaja neka kasta ljudi, ki pač jim nihče nič ne more. Sej, v resnici pa kaj pa lahko naredimo, ne? Lahko, če bi bila zadeva nekoliko bolj očitna, ne, oziroma če bi bila škoda bolj neposredno povzročena, ne, potem bi verjetno več ljudi šlo na ulice in bi zahtevalo spremembo, tako se pa pač počasi kuhamo kot žabe v kotlu. Ne. Zdaj, nenazadnje, vsi ti novi obrazi so potem na volitvah dobili svoj rezultat, ne, in tudi za Svobodo se bo to zgodilo, tako da, bo rekel, ljudje bojo takrat povedali, ne. Zdaj, koga bojo pa izbrali takrat, a bo to spet nek novi obraz ali pa ne, bomo pa v bistvu videli, ne. Ampak v resnici v demokratičnem sistemu je prav, da ljudje odločamo na volitvah, potem imamo pa 4 leta mir, ne. Žal v Sloveniji imamo samo prvi del, odločamo na volitvah, potem pa 4 leta nimamo miru, ne, in se moramo, namesto da bi se ukvarjal vsak s svojim delom in, bo rekel, skrbel za lastno blagostanje in s tem tudi blagostanje družbe in države, ne, se potem ukvarjamo z politiko in z politiki, ne, zakaj pač ne počnejo tega, kar so obljubljali. Nenazadnje sem zadnjič slišal eno lepo misel od poznavalca slovenskega javnega sistema, ki pravi, da v bistvu nekako 3 mesece pred volitvami, pa potem še nekaj časa do formiranja vlade, se na ministrstvih praktično nič ne dela, zato ker pač se ne ve, kakšna bo nova smer in kaj bo, ne. Ja. Da trenutno vlada tako stanje, da se že zdaj nič ne dela, ne, zato ker so že vsi pač odpisali Goloba kot predsednika vlade, ne, samo še on sam pač tega ni ugotovil, ne, in se v bistvu že sedaj nič ne dela, ne, kar samo po sebi ni toliko narobe, je pa narobe, če bo to trajalo še dodatne 2 leti, ne, ker to pa so potem dejansko ne samo, da bo pač celotne 4 leta vržene v nič, ne, to pa se bo počasi čedalje bolj poznalo, ne. Ja. Boštjan, zdaj ta uradnica, ne, mestna, se pravi pač neka pooblaščenka, če hočeš ekspozitura župana Jankovića, ne, ki je tega kmeta obiskovala ljubljanskega, ne, ki je on posnel te pač pogovore svoje z njo, ne, mu reče, ko ji pravi, ja, pa sej ne morete tega pa tega narediti, pa to ni v redu, pa to ni v skladu s pravili, pa to, mu ona pač odgovori, ne, kaj boste pa naredili, ne, tako vehementno. Ja. Zdaj, kaj bomo naredili, Boštjan? Ja, mislim, problem je ta, ne, da je ta tehnologija novih obrazov, ne, povezana v globini z slovenskim narodnim značajem, ne, to je v svoji knjigi ugotavljam, ne, ko govorimo o Osvobodilni fronti, ne, da je Osvobodilna fronta preoblikovala oziroma v že obstoječo negativno smer dopolnila slovenski narodni značaj. Zakaj? Slovenci nismo imeli nikoli svoje države do leta 1991. Ne. Imeli smo tvorbo, ki je bila Karantanija in ki smo jo zelo hitro izgubila. Ne. In potem smo bili vedno drugorazredni, oziroma večina slovenskih prebivalcev, a ne, je bila skozi tam od srednjega veka pa potem naprej, preko Marije Terezije po 19. stoletju, in to je bila, bi rekel, so bili podložniki, ne, oziroma do leta 1948 sploh niso smeli zemlje zapustiti, so bili tlačani. Ne. In v takem človeku, ne, se potem oblikuje, ne, človek to, da je hlapec, ne, da je tlačan, racionalno ne more sprejeti. Ne. Veliki narodi, recimo, ne, imajo racionalno pojmovanje sveta. Nemci
racionalno pojmovanje, Francozi, Descartes in tako naprej. A ne. Ja. Potem se pa Slovenci zatečejo v bajke, ne. In potem recimo, kjer je glavni slovenski mit, je mit o lepi vidi, ne. In mit o lepi vidi pove kaj? Pove, da jo tam sreča na obali Zamorca, ne, in jo odpelje čez more na Španski dvor, ki se ga potem po enem letu naveliča in potem hoče spet nekaj novega, pa spet nekaj novega, pa spet nekaj. To so novi obrazi. Ne. Ljudje imajo neko hrepenenje, lepa vida je mit hrepenenja, da bo, ne, da zdaj pa bo, pa zdaj. In to je to. In potem so razočarani in potem se spet cikl ponovi, spet pride Zamorc, pa odpelje lepo vido čez morje, pa potem na Španski dvor, pa potem se spet cikl ponovi. Ne. In zdaj to seveda, to bi morali pa Slovenci dozoreti, ne, zdaj smo bili 91, smo bili zreli, ne, zdaj pa da nas je ta prištevnost zgodovinska zapustila. Ja, zdaj, Marko, nekaj časa je že minilo, ne, ampak vseeno, zdaj, včasih smo bili saj temu pričati, da so preiskovalni organi začeli neke postopke, vemo, kako so se ti končali, ne, na koncu sodišče recimo kdaj je razglasilo dokaze za pač neuporabne in tako naprej, oziroma na sodišču še nihče od teh, v katerih se danes pogovarjamo, ni bil pravnomočno obsojen, ampak vendarle, zdaj nič ne kaže, da bi se vsaj postopki začeli. Ja, ni kaj pametnega več dodati za to, ne. Veš, trenutno, jaz bom rekel, ni to naključje, ne. Sej to je v bistvu sistem, ki marsikomu ustreza, ne, in tudi in gre nekako zavestno v to, da se te inštitucije, bom rekel, da se njihova moč manjša, ne, zato ker potem ima posameznik večjo moč. Če nam ne vlada pravo, potem nam vladajo šerifi, ne. In to je definitivno, v čigavem interesu je to je v interesu šerifov, ne. Tu se moramo vprašati, zakaj je pravna država oziroma demokratična pravna država nekako tako uspešna, ne? Zato, ker če imamo mi zakone zapisane in če se po teh zakonih dejansko vlada, ne, potem lahko vsakdo izmed nas, vsi mi si lahko načrtujemo svoje življenje v okviru teh pravil, ne, in v okviru tega iščemo sami svoje življenje. Če tega ni, če vladajo nekako, če smo odvisni od volje šerifov, ne, potem tega načrtovanja in nekega zavestnega delovanja v bistvu ni mogoče, ne. Zato prvi pogoj, da Slovenija, bo rekel, se spravi na pravo pot, je, da pravna država deluje. Trenutno žal temu ni videti, da bi bilo tako, ne. Kot si že sam rekel, ne, v bistvu vse postopke niti ne začenjajo, ne. Če pa že se pa pač ne dokončajo oziroma zastarijo ali pa na koncu v bistvu padejo na nekih proceduralnih zadevah, ne. Lep primer je ta zadnji primer Marin Blu, ne, kjer recimo aktualni minister napoveduje, da bojo to spet rešili, ampak spet po neko izgleda, da nič ne bo iz tega, ne. Boštjan, zdaj, kako sporočilo mu dajemo s tem pač prihodnjim generacijam, se pravi, ne računati na pač enakost pred zakonom, ne računati na neke enake možnosti, računajte na veze in poznanstva, pač leste v rit tem, ki so na oblasti in potem se vam bosta cedila med in mleko. No, jaz recimo, če grem nazaj, bom odgovoril pa stališče svoje knjige, ne, ki absolutno ni pesimistična, je absolutno optimistična. Ne. Kaj reči prihodnjim generacijam? Da imamo državo. Ne. Mi imamo državo, ki je, kot sem jo poimenoval, spomenik trajnejši od Brona, ne, in je nastala v neki neverjetni zgodovinski priložnosti, ne, in seveda vsi ti, ki pa to počnejo, ne, pa težijo nazaj k Jugoslaviji. Ampak ta Jugoslavija ne bo, ne, oni hočejo nazaj to Jugoslavijo s strastjo, s katero hoče zaljubljen svojo dekle, s strastjo, s katero hoče politik množico, s strastjo, s katero hoče, bi rekel, kompozitor napraviti melodijo, ki jo bojo poslušali čez stoletja. Ne? Ampak tega ne bo. Ne? To je pa naša ogromna prednost. V knjigi ogromno govorim pa analiziram. Ne? Ta prednost, oni postavljajo zdaj spomenike in tako, ne? Pa izbrisani in pa ne vem kaj, pa gor pa dol, ampak to je vse skupaj brez veze. Mi imamo Republiko Slovenijo in to govorim zelo resno. In Republika Slovenija je bila postavljena kot, bi rekel, nekaj, kar je bilo odprto v absolutno prihodnost. In to je točka, ampak tega se morajo ljudje zavedati, ne? In to je prihodnost mladih.
Republike Slovenije ne morete uničiti. Države v zadnjem stoletju so na tem prostoru razpadle samo večnacionalne države. Nacionalne države ne. Marko, zdaj pač ne, Boštjan prav, Slovenije ni možno uničiti, ampak a je to še naša Slovenija ali je že bolj njihova Slovenija? Ne? Ker zdaj, če pač oni lahko krščijo, mi pa po novem še gasilskih veselic, ne, sicer začasno umaknjeno, ampak glej, jutri je nov dan, ne bomo imeli, je to še sploh naša Slovenija? V bistvu imamo to nekako, če se malo cinično reče, imamo točno to, kar si zaslužimo. Ne? Dokler ne bomo volilci upravili svoje naloge dobro, dokler ne bomo dejansko pogledali, kaj nam kdo realno obljublja in kaj je sposoben izvesti, in bomo volili na podlagi nekih praznih obljub, ne, potem bomo dobili to, kar pač imamo, in to si v bistvu tudi zaslužimo. Ne. Sicer to ni najlepše sporočilo, ampak dejansko se moramo ljudje zavedati, da na koncu smo sami odgovorni za stanje, v katerem smo. Ne. Na koncu v bistvu, če rečem tako, si sam. Ne. Tako vsak posebej, kot tudi v bistvu moramo svoje delo opraviti tudi na volitvah, tudi v okviru političnega prostora. Zato bi jaz v bistvu vse pozval, da še zdaj na naslednjih volitvah grejo, bo rekel, da grejo na volitve in da pri tem pač pametno se odločajo, da razmislijo, kar je, ker to niso volitve samo zato, da bo nekdo imel stolček v Bruslju in dobro plačo, ne, pa čeprav mu to vsi privoščimo, ne, ampak to so dejansko volitve, ki imajo na koncu nek vpliv in ki na koncu izvolijo ljudje, ki sprejemajo zakone, ki sprejemajo, kdo je predsednik vlade, kdo je predsednik Evropske komisije, in takšne odločitve imajo posledice. In dokler tega odgovornosti ne bomo ljudje sami izvedli, pač bomo dobili to, kar si zaslužimo. Ja. Boštjan, evo, počasi se nam čas izteka. Ja, je to, kar si zaslužimo? Ne, hočem reči, se z Markom absolutno strinjam. Ne. Torej, ne, mislim, zaslužimo pa si več, ne? Ne, v tem se strinjam, da so pač te evropske volitve ključne, ne, za prihodnost starega kontinenta in da tu je treba pač glasovati. Dobro, Slovenija je pač zanemarljiva količina v tem smislu. Ne. Imamo to, kar si zaslužimo. Ja, žal zaenkrat imamo, zato ker ljudje niso prosvetljeni. Ne. Ok, mogoče pa en kamenček v mozaik tudi naš današnji pogovor. Boštjan, Marko Turk, Marko Polišič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj imamo kasto nedotakljivih, že 1014. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, kdo bo novi predsednik Socialnih demokratov. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.